Drage športnice, dragi športniki, trenerji, športni navdušenci, dobrodošli na dogodku skupine Triglav Kariera po karieri, o financah malce drugače. Vaša krivulja dohodkovna je približno takšna. Se pravi, vi ustvarite dohodke že relativno mladi, relativno visoke in ugotovili so, da relativno hitro se športnik prilagodi, BMW, Porsche, mlad 20-letni fant takoj plane. Tam, kjer se tekma odvija, tista država ima pravico do obdavčitve. Se pravi, če je tekma v Planici, potem ima Slovenija pravico do obdavčitve vseh nagrad, ki so izplačane športnikom. Če se ne boste lotili bolj tveganih naložb, se vas bo lotilo drugo tveganje, to je inflacija. Pride obdobje, ker so dejansko lahko donosi na banki nižji, ne pokrivajo inflacije. In takrat vi realno ustvarjate izgubo. Obično kažem sportašima, ajde prvo da vidimo koji su vaši troškovi od karijere. Znači, trošim 100 eura na proteine, trošim 200 eura na tenisice, na kimono, ne znam, toliko i toliko. Ajmo naći sponzore da barem te troškove smanjite na nulu, znači da nemate troškova, znači možete dogovoriti suradnju sa frizerskim salonom, znači trošite na frizuru, ne znam koliko cure trošite na frizuru godišnje, ali tu si možete smanjiti neke troškove. Rdeča nit naših sponzorskih partnerstev je usmerjena v spodbujanje zdravega, varnega in odgovornega načina življenja. Da bi po karieri, kljub temu, da si zaslužil ne vem koliko denarja, da bi nekako samo gledal v luft, ne gre. Delo je tisto, ki te nekako osrečuje, ki te nekako izpopolnjuje in se mi zdi to pomembno, da tudi razmišljamo o tej karieri po karieri. Je smiselno, da osebno znamko postavljajo športniki kot nogometaš Tomaž Ambrožič ali samo Tomaž Ambrožič? To, da si nogometaš, da si košarkaš, karkoli, te naredi bolj prepoznavnega, ampak ne gre samo za to, kako jo gradimo kot športnika. Pomembno se mi zdi, kako jo gradimo kot osebnost, kaj si, kako te okolje sprejme, kako se postaviš v tem okolju, kakšno spoštovanje si lahko ustvariš. So še cel kup nekih drugih sposobnosti, lastnosti, ki jih ima vsak posameznik, na katerih je vredno graditi. Jaz sem vedno vedela, da hočem ostati v športu, da hočem ostati v tenisu, tako da sem potem vlagala predvsem v izobraževanje, teniško izobraževanje. Sem hodila po akademijah, gledala, brala. Spodbujam pri drugih, pri mladih, da vlagajo v šolanje, v izobrazbo, mogoče ne nujno klasično izobrazbo, ampak predvsem v znanje, izkušnje in da čim več sveta tudi izven športa vidijo. Vzgojen sem bil nekako v skromnem okolju in tudi s svojim premoženjem in pa sredstvi sem vselej ravnal zelo skrbno in pa preudarno. Tudi otroke vzgajam o tem, da pač varčuješ pari za novo kolo ali nekaj uporabnega. Največji donos mojega vlaganja je vlaganje v znanje, v srčnost za nekaj, kar počneš, kako rečem, čuječnost in pa spoštovanje do ljudi oziroma okolja, kjer se giblješ, kjer si povezan. Ivica, v kaj investiraš? Kakšen trik, namig za nas? Najbolj donosna je investicija v odnose.